Živijo v novem vlogu. Mi smo se odpravili z tega prostora, v bistvu smo tukaj ostali kar enih par dni. Vse je bilo kar lepo, no, vmes je sicer malo deževalo, ampak je bil res lep sprehod okrog jezera. Borovnice smo jedli tam lahko na sprehodu, pa tudi na splošno na jezeru se je dalo kopati, tako da je bil kar v redu prostor. Vmes se nismo nič premikali, edino jaz sem se enkrat zapeljal 5 km stran na en pick-up point, ker smo naročili nekaj za Amazona. In ko sem se vozil nazaj, sem zagledal losa čisto ob cesti 3-4 metre stran. Tako da sem se pol ustavil, šel 21 metrov v rikverc in se me sploh ni nič ustrašil, tam je lepo jedel, gledal me je. Tako da sem res lahko od blizu videl losa. Nažalost sem bil sam, tako da 15 ni videla. Tako da upamo, da bomo kakšnega še videli, tako blizu vsi trije. Ja, dejansko v 4 letih se je glih za tehnični pregled zgodil, da je bil Rok sam v kemperju, drugače nikoli ne gre nikamor sam in valjda je zdaj bil ta los tam. Tako da sem bila kar malo nesrečna, ko je prišel nazaj, ampak ja, upajmo, da bo še kakšen blizu. Gremo pa danes naprej, zato ker je malo slabše vreme, tako da bomo izkoristili dan za vožnjo. Pa ja, verjetno spet samo do kakšnega naslednjega jezerca in bolj skritega kotička. Včeraj smo pa prišli potem na ta prostor ob jezeru, spet enem od mnogih in moram reči, da je ful lep plac, zaradi tega, ker je zraven še en tak pomolček oziroma splav lesen, na katerem sva danes pol dneva preživela, brala in tudi jedla kosilo, ko sva si tažin naredila. Potem smo šli teč zvečer in tako ja, je bilo kar fino. Ja, je pa tukaj tudi ena klančinca, da lahko noter čolne domačini dajo. In se je en danes pripeljal sem in sva mislila, da bo imel na prikolici, sicer je bila pokrita prikolica, da bo imel noter kakšen manjši čoln ali pa kakšen jetski, je imel pa motorne sani,
Tako da pa so se malo pogovarjala in nam je povedala, da z motornimi sanmi lahko greš tudi po jezeru, če greš dovolj hiter. Sicer mora ful paziti, ker čim spusti preveč gas in čim izgubi preveč hitrosti, potone. In 15 minut, če potone, ima potem 15 minut časa, da ven potegne, če ne je motor že preveč zalit in so snežne sani za osmeti oziroma vodne sani. Tako da je bilo to res ful zanimivo videti, res so ful glasne in ful hitre. Potem so malo gledala oziroma tudi on nam je rekel, mislim, da čez 100 km/h grejo na vodi. Je pa najbolj smešno bilo to, da je rekel, da je danes prišel v bistvu trenirati, zato ker ima neko tekmo s sanmi po vodi čez par dni. In potem sem ga jaz vprašala, če to pač večinoma drugače tekmujejo po zimi, ampak da je to zdaj neka izjema, pa je rekel, da ne, da samo poleti tekmujejo na vodi, po zimi pa snežnimi sanmi raje gre v gore in pač se sam zabava. Ja, tako da zgleda sploh ne uživa v tekmovanju po zimi. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.